Lepo pozdravljeni in dobrodošli na današnjem predavanju dr. Žiga Maleka, ki nam bo predstavil razvoj naprednih prostorskih modelov za podporo bolj trajnostnemu upravljanju kmetijstva, gozdarstva in druge oblike rabe tal. Današnja predstavitev poteka v okviru Svetovne mreže Univerze v Ljubljani, ki povezuje več kot 200 slovenskih znanstvenikov in raziskovalcev, ki delujejo na uglednih ustanovah, univerzah in inštitucijah po vsem svetu. Ponovno bi vas povabila, da si ogledate oziroma obiščete našo spletno stran SMUL, kjer lahko najdete tudi seznam mentorjev. To so člani SMUL, ki so prav posebej pripravljeni gostiti študente ter sodelovati z raziskovalci Univerze v Ljubljani pri študijskih in raziskovalnih projektih. Lahko pa na tej strani najdete tudi posnetke preteklih predavanj in pa posnetke kariernih poti naših članov in članic. Se pa lahko naši študentje in zaposleni, se pravi študenti in zaposleni na UL, lahko tudi neposredno povežete z ostalimi člani SMUL za uporabo vaše digitalne identitete. Bi vas pa posebej danes Roda še spomnila na odprte razpise, se pravi na Univerzi v Ljubljani se trudimo čim bolj spodbujati tudi z različnimi finančnimi spodbudami sodelovanje s člani in članicami SMUL, tako da imamo zdaj odprte razpise za sodelovanje v okviru internih seminarjev za študente prve in druge stopnje, potem za raziskovalne projekte, ki jih lahko upravljajo Slovenci raziskovalci v tujini skupaj z našimi študenti. Prav tako pa je tudi odprt razpis za zaposlitev slovenskih raziskovalcev iz tujine. So pa poleg tega na voljo v okviru javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije tudi sredstva, ki omogočajo tako sofinanciranje študijskih oziroma znanstvenih obiskov naših študentov, se pravi slovenskih študentje greste lahko k slovenskih učiteljem in raziskovalcem, ki delujejo v tujini. Prav tako pa lahko tudi člani in članice SMUL oziroma Slovenci, ki delujete v tujini, se pravi gostujete in ste vabljeni, da pridete na Univerzo v Ljubljani. Tako da ja, vas vabim k ogledu in da izkoristite vse priložnosti, ki so vam na voljo. Zdaj pa morda še na kratko o dr. Žiga Maleku. Dr. Žiga Malek je okoljski znanstvenik, ima več kot 10-letne mednarodne izkušnje na področju dinamike rabe tal, ekosistemov in pa trajnostnega upravljanja prostora. Zdaj, do nedavnega je deloval kot docent na Univerzi v Amsterdamu, od julija 2024 pa se nam je ponovno pridružil in deluje na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Se je pa v Slovenijo vrnil v okviru pridobitve projekta, v okviru razpisa dr. Aleša Debeljaka. V svojih raziskavah se osredotoča na vprašanje, kako lahko zemeljsko površje upravljamo na bolj trajnosten način in pa pri tem razvija kompleksne okoljske, simulacijske in statistične modele ter uporablja različne pristope strojnega učenja. Ravno danes smo tudi pripravili posnetek njegove karierne poti, ki si ga boste lahko v kratkem ogledali tudi na naši spletni strani. Bo pa po predavanju dr. Malek z veseljem odgovoril na vsa vaša vprašanja. Kot ste verjetno že opazili, predavanje tudi snemamo, ga bomo objavili na spletni strani SMUL in pa tudi delili na e-naslove, ki ste jih navedli v prijavi. Bo pa današnji dogodek v nadaljevanju povezovala dr. Mihaela Pavličev. Mihaela je evolucijska biologinja za Univerze na Dunaju in trenutno tudi predsednica Svetovne mreže Univerze v Ljubljani. Tako da ji sedaj predajam besedo. Hvala lepa, Katja. Tudi z moje strani dobrodošli vsi poslušatelji in seveda dobrodošel naš današnji govorec, dr. Žiga Malek. Mislim, da je tema današnja izredno aktualna. Dr. Malek je krajinski arhitekt, ki dela na okoljskem modeliranju in to na enem velikem razponu skal, od lokalnih do čisto globalnih primerov in bo danes govoril o razvoju naprednih prostorskih modelov za bolj trajnostni sektor kmetijstvo, gozdarstvo in ostalo rabo tal. Dobrodošli, gospod Malek, prosim, kar začnite.
Ja, najprej najlepša hvala za vabilo Svetovni mrežni univerzi v Ljubljani, pa tudi najlepša hvala Mihajli pa Kati, da ste me malo gnale, ker bi jaz to mogel že lani opraviti, pa je nekaj časa trajalo. No. Ampak mislim, da glede na to, koliko je danes udeležencev, da se bo čisto dobro izteklo. Jaz prav nekaj, mislim, vse tukaj, o čem bom danes govoril, sem nekako razdelil v tri glavne dele. Kaj bom kasneje malo bolj predstavil. Vseb se ne bom veliko govoril, ker sta že tako fajn me predstavljali, tako se tudi zahvaljujem za to predstavitev. Bi pa rad poudaril, da sem se vrnil nazaj s pomočjo te sheme Aleša Debeljaka in na projektu trenutno delam. No, trenutno sem na starševskem dopustu, tako da delam druge stvari. Ampak ja, se mi zdi, to je en tak dosti dober mehanizem za vračanje podobnih ljudi, kot sem jaz, ker mislim, da je želja za vrnitev kar močna in tale shema omogoča dosti tak mehkejši pristanek, ker lahko 3 leta nekaj razviješ, prijavljaš ostale projekte, začenjaš nove raziskave, tudi spoznavaš ostale raziskovalce v Sloveniji, ker jaz sem bil malo odtrgan od te slovenske raziskovalne sfere. Tako da še zmeraj malo iščem in če kdo kaj hoče sodelovati, mi kar tudi lahko pošljete mail, pa se lahko tudi kdaj ali sestanemo na biotehnični fakulteti, ali pa kar prek interneta. No, začel bom z našim planetom, ker tole je kompozit satelitskih posnetkov brez oblakov, kot opazite, in tako izgleda naš planet. Zdi se precej zelen, ne? In moder tudi. V resnici pa zgleda nekako tako. Zdaj se opravičujem za to rdečo barvo, ampak označil sem vsa območja, katera smo že neposredno spremenili za našo rabo. Se pravi, gozdove smo jih posekali in spremenili v kmetijske površine, gozdove smo jih spremenili v gozdove namenjene proizvodnji, potem recimo, kjer smo gradili infrastrukturo, naselja, trvinjak smo spremenili in tako naprej. Ne? Tako da vidimo, da kar naenkrat ta naš planet ni več tako zelen, zdaj seveda ni tako rdeč, kot kažemo v sliki, ampak kar je še ostalo neke narave, ni več tako veliko. Ne? Zdaj, Global Footprint Network ocenjuje, da nekje 77% zemeljskega površja, če izključimo Antarktiko, smo že neposredno spremenili. Tukaj ne upoštevamo onesnaženja zraka in voda in ne upoštevamo podnebnih sprememb, s katerimi smo pač spremenili že tako vse. Ampak to so vse te zadnje odstotke, zadnje območja divjine in vidimo, da so to območja, ki so neprimerna za človeško poselitev. Ne? To so puščave, območja v visoki nadmorski višini, a pa območja v arktičnem območju. Ne? Se pravi, kar posod, kjer ljudje uspevamo, smo praktično že spremenili v neke rabe, katerim izpopolnjujemo svoje vsakdanje potrebe. In raba tale ključna pri nižanju pritiskov na planetarne omejitve. Stockholm Resilience Center ocenjuje, da smo prestopili že kar nekaj teh planetarnih rab in pri marsikateri, oziroma kar pri večini, je raba tal ta glavni razlog. Ne? Recimo pri podnebnih spremembah je raba tal drugi največji vir toplogrednih plinov, nekje do 70 let je bila celo vodilni vir toplogrednih plinov. Pri integriteti biosfere, se pravi vplivu na genetski potencial ali pa funkcionalno biotsko raznovrstnost, tudi raba tal glavni krivec za recimo izgubo biotske raznovrstnosti, tudi glaven razlog za spremembe v sistemih rabe in pokrvnosti tal. Tudi sektor rabe tal je glavni uporabnik sladkovodnih virov in pa tudi glavni nekak vir nekih biogeokemičnih snovi v našem okolju, se pravi recimo fosfor in dušika preko gnojil in tako naprej. Zdaj, kot sem omenil, kmetijstvo, gozdarstvo in ostala raba tal je največji uporabnik zemeljskega površja, največji uporabnik sladkovodnih virov, največji vpliv na biotsko raznovrstnost, največji krivec za degradacijo tal, torej izguba kakovosti tal ali celo tal, tudi razlog za fragmentacijo drobljenih habitatov in drugi največji vir izpustov toplogrednih plinov. In študije kažejo, da v primeri, da bomo elektrificirali promet, da bomo zgradili jedrske elektrarne, uspešno zgradili nizkoogljične vire, ostale nizkoogljične vire energije, da bo sektor raba tal ob trenutni rasti, recimo človeških potreb po proizvodih iz rabe tal, to so za hrano, za surovine in tako naprej, da bo spet vodilni razlog toplogrednih plinov in da bo nekje okoli leta 2050, samo zaradi rabe tal, če ničesar ne spremenimo, bomo vsem presegali naše želje zastavljene v Pariškem sporazumu nekje od 1,5 do 2 stopinje. Torej, če ničesar ne zgodimo in se storimo in se osredotočamo samo na ostale, recimo elektrifikacijo prometa in energetiko, bomo vseeno zgrešili to okno, katerega moramo ujeti. Zdaj, če pogledamo nekako projekcije Združenih narodov in ostalih agencij pa mednarodnih inštitutov, bomo nekje do 2050 mogli proizvesti 70 do 100% več hrane v primerjavi z danes, zato ker prebivalstvo raste,
tudi standardi rastejo. Ne. Ljudje, ki trenutno jejo manj, recimo mesa, mlečnih izdelkov, ostalih živil živalskega izvora, bodo tega v prihodnosti uživali več. Potrebovali bomo do 55% več pozidanih površin. Zavarovati moramo 30% zemeljskega površja, nekako da ohranimo neko biotsko integriteto, kot sem prej omenil. Zavezali smo si tudi, da bomo posadili trilijon dreves po celem planetu, da bomo obnovili 350 milijonov hektarjev degradiranih tal, ki smo jih degradirali s pomočjo kmetijstva ali pa rudarjenja, tako naprej. Obnovili bomo tudi 350 milijonov hektarjev mokrišč, za naključno je ta številka ista. Porabili bomo 40% kmetijskih površin za proizvodnjo bioplastike, se pravi, če želimo proizvajati, nadomestiti fosilno gorivo v bioplastiki, ob trenutnem nekem potrošniškem načinu bomo potrebovali toliko kmetijskih površin samo za to bioplastiko. In namenili še ne vemo koliko milijonov hektarjev za obnovljive vire energije, kot so vetrna energija, solarne energije, morda še kaj drugega, proizvodnja vodika in tako naprej. Torej vidimo, da je cel kup enih novih zahtev, s katerimi bomo težko, pa že danes smo se spremenili in mi želimo iti v drugo smer, ne da bomo še več ekosistemov spremenili, še bolj intenzivno rabili naš planet. Torej, te nove zahteve, novi pritiski nekako so zaradi spremenjenih družbenih prioritet, skozi tisočletja je bilo to samo kmetijstvo, gozdarstvo in naselja, pa delno tudi rudarjenje. V zadnjem stoletju smo začeli varovati naravo, nam je postalo zelo pomembno, zdaj nove prioritete so pa celo obnova narave, obnova tal, blaženje podnebnih sprememb, obnovljivi viri energije in tako naprej. Novi pritiski so pa, da brez uspešne obnove narave, bolj podnebno odporne narave in pokrivnosti tal so ogrožena življenja, ogrožene so gospodarske dejavnosti, ogrožena je tudi narava. Konflikti bodo pa med vsemi temi cilji, ki sem jih naštel, neizogibni, ampak se jih bomo poskušali izogniti čim bolj. In s nekim skrbnim načrtovanjem so možne tudi sinergije, se pravi pozitivne posledice med različnimi rabami. Bom pokazal mogoče kakšno kasneje. In zdaj marsikdo mi reče, pa saj že vse vemo, a ne? Zdaj to, kar vidite trenutno na moji prosojnici, so posnetki satelita Landsat 7, imamo že od takrat naprej tudi Landsat 9 in pa Sentinel, evropske satelite. Hotel sem samo pokazati, kolikšen del zemeljskega površja imamo pokritega, določena območja imamo celo zelo dobro pokrite, določena manj, ampak dejansko skoraj vsako 5 zemeljskega površja smo skartirali. Redno merimo naš napredek pri recimo preprečevanju krčenja gozdov, tako da tudi približno vemo, kje so gozdovi ohranjeni, kje jih izgubljamo, kje gozdovi rastejo, kje imamo pa cikel izgub in rasti, a ne recimo zaradi upravljanja z gozdovi. Torej tudi to vemo. Vemo tudi približno, kje prevladuje travinja, kje prevladujejo kmetijske površine oziroma obdelovalne površine. Tako da marsikdo potem reče, vse vemo, zakaj, kje je potem sploh problema. Ne? Ampak izzivi ostajajo, zato imamo taki ljudje kot jaz še kar veliko dela. Torej, omenil sem, da vemo, kako izgleda zemeljsko površje, ne pa točno, kako ga rabimo. Zdaj vemo, da imamo nek travinje ali pa kmetijske površine, ne pa kako intenzivno rabimo, se pravi, kako gnojimo, koliko je nekje stalež živine in tako naprej. In bom pokazal nekaj primerov, kako s kombinacijo satelitskih posnetkov in situ meritev in pa ekspertnih mnenj in statistik lahko to izboljšamo. Potem vemo tudi, kako lahko izboljšamo trajnostnost rabe na posameznih lokacijah, ne pa kaj to pomeni za širši prostor. Zakaj to pomeni? Imamo posamezne meritve, vemo, delamo eksperimente, vemo, katere tehnologije uspevajo na določenem območju nam zboljšati kakovost tal, a pa da lahko blažimo podnebne spremembe. Ne vemo pa, kako to lahko prenesemo na druga območja in tudi to bom danes pokazal, kako izvajamo lahko te prostorske sinteze. In pa še vemo, kako smo zemeljsko površje spremenili, recimo v zadnjih desetletjih imamo precej dobre te posnetke, ki sem jih prej omenil, ne pa kako ga lahko bolj trajnostno upravljamo v prihodnje. In bom tudi tukaj pokazal nekaj teh ukrepov oziroma modelov, s katerimi lahko zmanjšamo okoljske vplive v sektorju rabe tal ali pa se prilagajamo in blažimo podnebne spremembe. In bom naprej šel na to boljše kartiranje rabe zemeljskega površja. Zdaj naprej bom pokazal en primer, ki smo že začeli, odkar sem v Amsterdamu, zaključil sem pa na biotehnični fakulteti, ker smo se osredotočili na Evropo in naravo travin oziroma travniških ekosistemov v Evropi. In tudi tukaj Evropa ima enega najboljših nekih podatkovnih ekosistemov, najboljše podatke imamo, redno jih posodabljamo, imamo kar nekaj načinov, zelo dobro vemo, kje imamo travinje in tudi približno, kako izgledamo. Zdaj sem tukaj označil, to so recimo tako imenovani pašniki ali pa polnaravna travinja in tako naprej. Se pa seveda pogosto ti ekosistemi tudi uporabljajo v ostalih rabah, v raznih kompleksnih kmetijskih krajinah. Tudi v Sloveniji imamo pogosto te mozaične krajine, ne težko satelita videti, kaj točno se tam dogaja. Zdaj, ali to pomeni, da veliko vemo o tem območjih in bom pokazal dve območji, ki izgledata satelita podobni, ki izgledata tudi podobni s stališča recimo statistik, kar se tiče živinoreje, si pa ne bi mogle biti bolj različne.
Spodaj levo vidite recimo neko zero grazing, nek sistem govedoreje v Patski nižini in pa recimo z Velike planine. Ne. Zelo si predstavljate, da sta ta dva sistema zelo različna stališča inputov, stališča dobrobita živali, tudi stališča izpustov, produktivnosti, kar se tiče mleka, mesa. In mi smo želeli tudi to nekako ujeti na zemljevidu, ker do zdaj sta bili ti dve območji isti na zemljevidih, sta pa precej različni tudi stališča vplivov na biotsko raznovrstnost, kakovost voda, kakovost tal. Torej, omenil sem že Evropo. V Evropi imamo zelo veliko teh in situ in pa statističnih podatkov. In mi smo se recimo tu naslonili na popis zemljišč Lukas, ki se ga izvaja redno po celem Evropski uniji in za 47 000 lokacij, za zadnji popis imamo zabeleženo, da se nekje pase živina. Ne. To je bilo nekako nam izhodišče, kako izboljšati prostorsko razporeditev travil in kako bi lahko bolj podrobno razložili, kaj v sateliti opazijo. Zdaj, mi smo potem vzeli te točke, razvili smo modele strojnega učenja, tukaj smo se naslonili na maksimalno entropijo, lahko bi tudi kaj drugega, in smo poskušali ugotoviti razmerje med opaženimi lokacijami, kjer se živina pase, in pa različnimi prostorskimi dejavniki. Vzeli smo značilnosti tal, torej globina tal, vsebnost gline, kakovost tal, vsebnost organskih snovi, pH tal in tako naprej. Potem podnebne značilnosti, kot so temperatura, padavine, evapotranspiracija, nadmorsko višino, naklon terena in pa tudi družbeno-ekonomske značilnosti, kot so oddaljenost od cest, oddaljenost od mest, oddaljenost od večjih mest in tako naprej. Ne. In smo za različne podnebne regije v Evropi, se pravi za alpsko, celinsko podnebje, panonsko, mediteransko in tako naprej, razvili različne modele. Tukaj tudi kažem, koliko smo imeli posameznih teh točk za vsako območje in koliko so naši modeli dobri, koliko lahko dobro mi napovemo s temi modeli strojnega učenja. Vidimo, da v nekaterih modelih v regijah bolje, v nekaterih slabše. In pa katere so najbolj pomembne te indikatorje v določenih območjih. In vidimo, da so razlike. Recimo, če je bilo v Alpah, recimo v slovenskih Alpah, v avstrijskih Alpah, tako naprej, določene talne značilnosti in pa dostopnost do trgov in mest zelo pomembno. Temu ni nujno bilo tako recimo v panonskem območju, kjer je bilo najbolj pomembno starost kmetov in pa recimo sezonskost temperatura. Tako da smo zelo dobro ujeli to regionalnost. Zdaj, tako nekako ti modeli izgledajo, meni je to zelo fascinantno, ne vem, če bo komu drugemu, lahko opazimo, kakšne so razlike med našimi vzorci, se pravi, kje smo te meritve opravili, smo jih dobili, in kakšne so značilnosti izven teh območij, v ozadju mi rečemo, se pravi ta rdeča. In vidimo, da so razlike, ponekod je to zelo podobno, ampak te modeli nam nekako s pomočjo njih lahko ujamemo tudi zelo te majhne nianse med razlike med nadmorsko višino ali posebnostjo vode v tleh, naklonom in tako naprej. In mi lahko to spravimo tudi pripravimo zemljevid tega. Ravno ta leva stran kaže ta potencial, se pravi probability, ko se to skupaj damo v naš model, kako to zgleda, in vidimo, da prihaja do velikih razlik v sami Evropi, tudi v samih teh podnebnih regijah. Če pogledamo sredozemsko regijo, če se osredotočimo na Španijo, vidimo, da so območja, ki so bolj primerna, imajo višjo potencial, in pa območja, ki imajo nižji potencial. Zdaj, desni zemljevid pa kaže, kje smo mi ocenili skupaj s strokovnjaki. Tukaj smo mogli intervjuvati strokovnjake z vseh 27 članic Evropske unije in Združenega kraljestva, in so nam oni, glede na vse te naše podatke, ki smo jih zbrali, nekako pomagali oceniti, kolikšen delež je dejansko se rabi za pašo. In to je bil iterativen proces, ki je trajal 2 leti. In smo potem lahko izločili območja, ki imajo najvišji ta potencial. Torej, vsa območja, ki so označena z oranžno na desnem zemljevidu, so ta, kjer naš model oceni, da se tam izvaja paša, na ostalih se pa izvaja bolj pogosto košnje, recimo, se pravi, lep primer je spet Patska nižina. Smo tudi validacijo izvedli s strokovnjaki iz cele Evrope, in pa so mi Italijani množično pisali, so rekli, celo življenje živimo v Patski nižini in nikoli nisem opazil, da niti ene krave ni zunaj. Imamo vsi dostikrat percepcijo, parmezan prihaja od tam, ogromna ta agroživilska podjetja, ki se ukvarjajo z mlekarstvom, so tam, ampak v bistvu samo 3% krav v Italiji se pase zunaj, kar je dosti taka strašna številka, ker se je potem izkazalo, ko smo to dali na zemljevid, da je tega v bistvu zelo malo.
Potem smo še zbrali, samo trenutek, sem šel v napačno smer, smo tudi zbrali, smo se dol usedeli in smo tudi s pomočjo strojnega prevajanja zbrali podatke iz cele Evrope. Eurostat jih zbira recimo samo za 325 administrativnih enot, mi smo jih zbrali za 73 000 in še več administrativnih enot, podatke v živini, te podatke je zelo težko dobiti. In smo potem lahko to združili, kar sem prej kazal s temi podatki, ne, recimo v Sloveniji to pomeni, da imamo na ravni občine in smo lahko nekako kartirali tip rabe teh travin in pa tudi neko gostoto ali intenzivnost. Ne. Se pravi, vemo, ali je to polnaravni ekosistem z neko nizko intenzivnostjo, ali je to nek intenziven sistem z različnimi stopnjami intenzivnosti oziroma gostote živine, ali pa je to nek zero grazing sistem, torej sistem, kjer živina velik del časa preživi noter in se ohrani s tem, kar pokosimo ali pa z dodatno krmo. In smo uspeli to kartirati in ugotovili kar velike razlike v sami Evropi. Ne. Zdaj, če preverjamo ta stari podatek od Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo na levi in ta naš nov, vidimo, da so velike razlike tako v gostoti in pa tudi v neki, bi rekel, raznolikosti. Mi smo uspeli kartirati, da je velika raznolikost v teh sistemih, pri čemer ta organizacija je celo vso alpsko območje izključila. Oni so rekli, če je zavarovano območje, se krave ne pasejo. In pa ovce in koze, jaz sem jim pa kazal slike s Pokljuke, recimo, pa sem rekel, ja, samo vse pasejo. Tako da mi smo uspeli tudi to nekako vključiti, medtem ko pri njih je Triglav nacionalni park ima vrednost nič, recimo. Torej, to je bil en tak primer in smo potem lahko mi dejansko tudi ocenili po državah članicah Evropske unije, kje ta živina je, v tem primeru govedo, v kakšnih sistemih so, v kakšnih intenzivnih sistemih in koliko se jih pase zunaj. In vidimo države kot Malta, Italija, Hrvaška, Madžarska imajo ta delež zelo nizek. Smo pa tudi po drugi strani ugotovili, da je za marsikatero državo delež živine, ki se pase v polnaravnih ekosistemih, precej višji. Sploh, ko se pride do drobnice. Recimo v Grčiji 40% goveda se pase v teh sonaravnih ekosistemih. To so sistemi, kjer je malo travin, malo dreves in tako naprej, malo makije. In ponavadi so te sistemi bili kartirani kot nerabljeni, tam ni ničesar. Kar je lahko problem tudi, recimo, mi smo se zgovarjali potem z Grki, Italijani, je zelo pomembno vam prišlo ena ugotovitev, da so te sistemi pomembni za varovanje pred požari. Ko v drobnici ni, je več biomase, se zarašča in lahko pride do bolj katastrofalnih požarov. Podobne metode smo uporabili tudi globalno. To je bila sicer študija vodena s strani World Resource Institute iz Washingtona, pa s pomočjo Brazilci so bili zelo dejavni v tem projektu in glavni avtor je Leonardo Parente. Smo tudi lani objavili te globalne karte teh travin in kako jih rabimo, ali so to neke sonaravne travine, ali so to travinja, kjer so tuje kulture trav, ker se neke eksotične ali ko bi rekel, ne domače sorte trav sadi zaradi boljše produktivnosti in tako naprej, ali pa so to bolj naravni. In to je zelo pomembno za recimo razne globalne modele biotske raznovrstnosti, tudi podnebne modele, ki so do zdaj to, mnoga od teh območij so tam obravnavana bila kot nerabljena, recimo, ali pa so bila vsa obravnavana kot rabljena, mi smo pokazali, da to ni res. Podobno metodo smo recimo uporabljali pri kartiranju potenciala za plantaže hitro rastočih dreves, recimo za blaženje podnebnih sprememb se pogosto smatra, da bomo samo sadili te hitro rastoče drevesa, je to evkalipt, je to bor, so to topoli. In smo mi zbrali smo 10 000 točk po celem svetu s pomočjo tudi strojnega učenja ali pa raznih crowdsourcing kampanj. In smo potem tudi razvili ta model s pomočjo strojnega učenja za ta potencial, kje je potencial višji, kje je nižji, za tropska območja. In pa kasneje smo tudi povedali, kaj pa, če dodamo še podnebne spremembe. Smo videli, da mnogo od teh območij, ki smo jih znanstveniki predlagali za blaženje podnebnih sprememb, ker bodo drevesa črpala in skladiščila ogljik, so istočasno območja, kjer bodo podnebne spremembe, recimo segrevanje ozračja, sušne razmere in tako naprej, tako hude, da ne bo možno saditi teh hitro rastočih dreves. Ali pa bomo mogli veliko zalivati, kar pa tudi ni idealno potem. Prihajam do nekega drugega dela tega mojega predavanja, ki bom pa probal pokazati prostorski kontekst obstoječih neznanj. Znanstveniki, ne samo v mojem področju, ampak povsod zelo radi izvajamo tudi metaanalize, zbiramo študije, potem pa računamo recimo povprečje ali pa mediano nekih ukrepov, recimo v sektorju rabe tala pa podnebnih znanostih bi to bilo, da pogledamo različne terenske raziskave z področja gozdarstva, kmetijstva, pašništva, in vidimo, kako so različni ukrepi, kot je recimo sajenje dreves, sonaravno upravljanje z gozdovi,
izboljšanje gnojenja in tako naprej, kako je vodilo v zmanjšanje izpustov ali pa zmanjšano porabo vode, izboljšanje kakovosti tal in tako naprej. In ta Griscom in kolegi so že 2017 izvedli to raziskavo, so izračunali ta povprečja, te odklone in tako naprej in so ugotovili, ne, da je visok potencial za te sinergije, da so tudi potencialne negativne posledice, ni pa čisto jasno, kako jih lahko prenesemo. In jaz v tem svojem projektu Aleša Debeljaka, ki je temeljni projekt, ravno to počnem, sem se osredotočil na Evropo in smo zbrali s sodelavci skupaj 440 lokacij po celi Evropi iz skoraj 200 študij, ki so ravno to delali. Gledali so, kaj če kmetje posadijo mejice in so potem recimo merili ogljik v tleh na področju mejic, ob mejicah in nekje, ker mejic ni. In bomo mi zdaj skušamo zračunati, koliko je dejanski potencial recimo teh mejic ali pa obnove mokrišč ali pa sajenja posameznih dreves in tako naprej. Ne. In že na prvi pogled je jasno, da se znanstveniki osredotočamo na določena območja. Zdaj, zakaj to je? Ne? Vsakič prijavljamo projekt, se naslonimo na deležnike, katere poznamo, ali pa imamo meritve z določenega območja. Tako da vidimo, da je kar precej teh belih lis na tem mojem zemljevidu, ki jih ignoriramo. Sploh še zastrašujoče ta bele lise v kmetijsko zelo intenzivnih državah, kot so Poljska, Nizozemska, Irska, ali pa Bolgarija, pa tudi recimo velik del Francije, kjer teh raziskav nismo izvedeli. Ne? In mi smo pogledali te tipe teh krajinskih ukrepov, kot jim jaz rečem. Vidimo, da velika večina so sploh to neke kulturne krajine, ali pa so to neki agrookoljski ukrepi za blaženje vplivov gnojenja, recimo onesnaženja tal, ali pa za izboljšanje kakovosti tala, ne, recimo. In vidimo, ja, to so te točke, katere smo mi izbrali. Potem smo pa zračunali s pomočjo teh metod, kakšna je prenosljivost teh ukrepov. Ne? In mi lahko za različne kazalnike ali indikatorje prostorske ugotovimo, kako te naše lokacije odstopajo od nekega evropskega povprečja. Tako da, če gledamo ta stolpec all locations, to so vse te naše lokacije, vidimo, da je delež mladih kmetov v teh lokacijah odstopa negativno. Ne? Tudi odstopa negativno oddaljenost do cest, se pravi bližje cestam. Smo pa opazili, recimo, da so ta območja bolj pogosto, da se te ukrepi bolj pogosto uveljavljajo na področjih, ki imajo dober dostop do trgov, ne, kar pomeni, da so bolj bogata območja. Recimo. In potem tukaj že dobimo približno neko idejo, če ste vi nek odločevalec v Bruslju in si boste rekli, bomo financirali sajenje mejic, obnovo mokrišč ali pa kakršenkoli drug ukrep za izboljšanje skladiščenja ogljika ali pa blaženja podnebnih sprememb. In kar naenkrat vidimo, da številni ukrepi niso primerni za številna območja v Evropi. Ne. In zdaj, če grem jaz spreč od tega, mislim, fascinantnega grafa, mi to lahko tudi kartiramo in smo tudi kartirali in vidimo, da dobimo kar nekaj teh modrih pik po celi Evropi, za katera ta območja niso primerna. Ne. Zdaj, rdeča območja kažejo, kjer so območja zelo podobna tem lokacijam, katere smo mi ugotovili, modra območja so pa območja, ki so zelo različna, se pravi, niso primerna in bi bilo težje prenesti te tehnologije, te ukrepe na ta območja. Tukaj moram dodati, da seveda ta naš rezultat lahko tudi pomeni, da samo znanstveniki drugje tega niso testirali. Ne? Ampak mi imamo res velik vzorec tukaj. Nimamo 10-20 študij, ampak imamo 440 lokacij. Ne? Ampak v tem primeru je pa potem ta naš zemljevid, ki zavite kritika znanosti oziroma nekak predlog, dajmo se osredotočiti pa več raziskav narediti na teh modrih območjih, za katera ne vemo, kaj se tam dogaja. Zdaj, če malo zoomam v naše za vse te lokacije, vidimo, da so območja, recimo Alpe izpadajo, Skandinavija, velik del Skandinavije. Vidimo, da so to območja, za katera vemo malo, kaj ti ukrepi tam pomenijo. Tako da, če govorimo o teh ukrepih, jih je potem smiselno ciljno recimo financirati in vzpostavljati ciljno na območjih, za katera vemo, da tam imajo nek pozitiven vpliv. Podobno smo tudi izvedli za recimo prilagajanje v namakanju v Sredozemlju zaradi podnebnih sprememb. Sva s kolegico zbrala s Kino Harmani na Nizozemskem, mislim tudi 200 lokacij ali nekaj takega po celem Sredozemlju. Sva gledala, kako se kmetje prilagajajo. Sva potem tudi nekako gledala, kaj to pomeni. Izvedla sva neko standard metaanalizo ali sintezo, koliko je to izboljšalo hektarski donos ali pa je to izboljšalo recimo učinkovitost rabe vode in tako naprej. Sva pa tudi to kartirala, tako kot sem prej pokazal že, in sva ugotovila, da spet niso vsa območja za vse. Tako da marsikdo potem reče, bo tehnologija rešila vse. Če mi zdaj pogledamo samo to razporeditev technological developments, ki jih vidite na prosojnici, vidite, da razen Patske nižine, juga Španije in pa delte reke Nil, ostala območja imajo dokaj nizki potencial. Tako da govor, da bodo zdaj kmetje gradili rastlinjake, pa neko precizno namakanje, pa imeli drone, pa ne vem kaj, vidimo, da velik del Sredozemlja si tega ne more privoščiti, ali pa so to območja, ki imajo preveč slaba tla,
preveč slab naklon, karkoli, in ne moremo teh ukrepov tam ciljno izvajati. Oziroma bi bili slabo izvedeni, a pa stran vržen denar. Podobno smo tudi izvedli globalno analizo, kjer smo pa recimo želeli pomagati globalnim modelarjem, ki izvajajo te integrated assessment modele ali pa recimo podnebne modele, kjer, ko se testira prihodne scenarije, se reče, ja, bojo pa kmetje povsod izboljšali učinkovitost kmetijstva, bodo imeli več gnojil, bodo imeli bolj učinkovito kmetijstvo, več mehanizacije in tako naprej. No, mi smo pokazali, da smo spet zbrali študije po celem svetu, mislim, da je tukaj šlo za 700 lokacij, in smo videli, da če se osredotočimo samo na recimo profesionalne intenzivne kmetije, to je panel E, vidimo, da velik del sveta je neprimeren za to. In se pravi, če spet prije nek financer pa reče, bi financirali izboljšanje mehanizacije, boljše kultivarje in tako naprej, pa bolj intenzivno kmetijstvo v Zahodnji Afriki, vidimo, da morda to niso najbolj primerni ukrepi za tja. Kot recimo niso bili neki agroekološki ukrepi. In tukaj smo gledali samo top 20 lokacij, recimo, top 20%. In spet vidimo, da ti modeli mnogokrat, ki se osredotočijo na predpostavljajo, da bomo preprosto posod šli lahko z 2 ton na hektar na 5 ton na hektar, no te naše analize so pokazale, da temu ni tako in da je lahko zelo, da so marsikateri ukrepi lahko obsojeni na neuspeh in da je treba najprej tudi ostale stvari rešiti. Recimo, mi smo pokazali, na katerih območjih ta naša analiza lahko pokaže celo, kjer dejavniki omejujoč. Je to kakovost tal, je to revščina, je to dostop do trgov, je to dostop do infrastrukture. In potem ta naša analiza pokaže, ja, intenzifikacija kmetijstva, ja, ampak je treba recimo zgraditi zadruge, dostop do cest izboljšati, dostop do pristanišč, ali pa izboljšati korupcijo. Tudi to smo recimo vključili, ali pa sploh zmanjšati revščino. Tako da neko nianso smo dali tem sicer dobronamernim ukrepom, kaj lahko kje pričakujemo, hkrati pa izboljšali neke globalne modele. Zdaj grem pa še k tretji točki, pa se opravičujem, da to hitro govorim, ampak imam odmerjen čas. Same simulacije okoljskih sprememb. Zdaj sem se nekako osredotočil na boljše razlaganje sedanjosti, da bolj vemo, kaj nam sateliti razložijo, da bolj vemo ali pa znamo dejansko s študijami, ki jih izvajamo na terenu, ali pa izvajamo eksperimente, da jih dejansko znamo uporabiti na nekem večjem merilu, kaj zdaj to pomeni za samo prihodnost. Zdaj, seveda, ali lahko napovedujemo prihodnost, jaz bi rekel ja in ne. V teh orodjih, katere bom jaz še naprej pokazal, ne bi rekel, da gre tu za napovedovanje prihodnosti, ampak gre za testiranje različnih ukrepov, ki jih vedno imamo na voljo. Zdaj, če ste vi nek odločevalec, pa hočete, da gre recimo kmetijska politika neke regije ali pa države v neko smer, lahko s temi orodji to testirate. Bom pokazal kasneje, kaj s tem mislim. Ampak da lahko napovemo to prihodnost oziroma testiramo te ukrepe, moramo poznati trenutno prostorsko razporeditev, moramo vedeti tudi, koliko lahko pričakujemo sprememb, se pravi, poznati moramo prihajajoče trende, torej koliko nečesa bo v prihodnosti, in potem lahko to vidimo, te modeli nam povejo, kako, se pravi, kako bo raba ta izgledala v prihodnje, kateri ukrepi so bolj učinkoviti, katere posledice lahko pričakujemo, in pa kakšne so neke sinergije med različnimi ukrepi. Se pravi, če recimo izboljšamo učinkovitost namakanja, kaj to pomeni za kakovost tal, kakovost voda in tako naprej. Tukaj bom pokazal primer iz držav iz porečja Amazonije oziroma amazonskega bioma, pri čemer to smo študijo skupaj izvedli za Medameriško razvojno banko, pri čemer Venezuela, Gvajana, Surinam, pa še marsikatera ni bila vključena zaradi določenih političnih razlogov. Smo pa izvedli to študijo v Braziliji, Kolumbiji, Ekvadorju, Peruju in pa Boliviji. In ja, smo najprej zbrali satelitske podatke teh držav, sploh Brazilija ima izredne, ima zelo dobre satelitsko omrežje, tudi dobre statistike, ostale države malo manj. In se pravi, približno vemo, kje in kaj se dogaja zdaj na tem območju. Tudi pogosto beremo v časopisih, poslušamo v medijih, gledamo televiziji, toliko in toliko se je skrčilo spet gozdov in tako naprej. Potem pa mi spet najprej moramo ugotoviti ta potencial za spremembo, in spet gledamo, primerjamo trenutno rabo s številnimi temi dejavniki, ali so to talni, kot so organska snov v tleh, vsebnost gline v tleh, ali podnebni, kot je evapotranspiracija, padavine, temperatura in tako naprej, ali pa recimo prometna infrastruktura, BDP, revščina, korupcija, karkoli lahko damo. In ja, tudi gledamo pretekle spremembe, ker potem primerjamo naš model s tem, kar se je v preteklosti zgodilo, ker zdaj imamo že 20, 30, 40 let dobrih meritev, kar so razmerno dobrih meritev. Pa vključimo tudi lahko podnebne spremembe, se pravi, evapotranspiracija bo drugačna v prihodnosti, temperatura bo drugačna v prihodnosti in tako naprej.
In potem dobimo nek tak prostorski model, ki sem jih že prej v prvi točki pokazal, v bistvu neka spet ta probability, karta potencijala, s katero ugotovimo, kaj je nek bolj primerno, kaj ne. To je potencijal za pašništvo v zvezni državi Amazonas v Braziliji. Lahko bi pa tukaj uporabili tudi agronomski model, ali pa gozdarski model, ali pa nek model, ekspertni model privlačnosti, ne taka tla, pa tako podnebje in tako naprej. Ali pa te metode, ki sem jih že prej pokazal, recimo strojno učenje. Torej, približno vemo, kakšen je potencial, vemo, kje trenutno je, za nas pa zanima, koliko v prihodnosti je. In tukaj pa nastopi sodelovanje z geografi, z demografi, z ekonomisti in tako naprej. In tukaj recimo so demografske projekcije za Brazilijo, zdaj dajem Brazilijo kot primer, za različne scenarije, se pravi, vemo, različne predpostavke so, kakšna bo rodnost žensk, kakšen bo pokojninski sistem, kakšna bo zaposlenost, tudi glede na gospodarstvo, se bodo Brazilci izseljevali ali ne in tako naprej. In vidimo, da dobimo kar razpon, koliko bo Brazilcev, recimo leta 2050, lahko da jih bo 260, lahko pa da jih bo okoli 200, recimo, milijonov. Potem imamo gospodarske projekcije, spet, glede na BDP. Tudi te so pomembne zaradi vlaganj v kmetijstvo in v gozdarstvo. Tudi recimo bolj razvita država ne bi imela načeloma manj nekih ilegalnih aktivnosti v gozdovih, pri čemer Brazilija nekako tu ne gre tako, bolj bogati kmeti, recimo mi smo tam gledali, najemajo letala, pa imajo letala, helikopterje, peljejo bagre v sredo amazonskega pragozda in vse posekajo. Tako da tukaj se je ta teorija malo prelomila. Ampak ja, imamo tudi gospodarske projekcije, katere tudi lahko damo v naše modele. In projekcije kmetijske pridelave. Tukaj gre lahko za rastlinsko pridelavo ali pa tudi za živinorejsko pridelavo, spet po različnih scenarijih. Se pravi, mi zdaj imamo potencial, imamo neke scenarije, kako bi to v prihodnosti izgledalo, imamo pa še neke druge spremenljivke, katere imamo, recimo, to so kmetijske in okoljske politike, stopnja varovanja narave, ki je v Braziliji zelo dober primer šolski, se vidi od trenutne administracije, kakšna je to administracija prijazna varovanju amazonskega pragozda, je to administracija prav sovražna varovanju amazonskega pragozda. V zadnjih 15 letih se je to v Braziliji zelo dobro videlo. Potem tehnološki razvoj in vlaganja. In pa ena, ki je zelo zanimiva, tudi trgovinski sporazumi. Zdaj, če bodo te države, oziroma so podpisale ta Mercosur sporazum z Evropsko unijo, kaj bi potem to pomenilo za njih? In tukaj tako potem izgledajo te naši scenariji. Zdaj samega modela tukaj ne kažem, če koga zanima, mu lahko pošljem še kakšno drugo predstavitev, kjer ga bolj tehnično pokažem. Ampak ja, imamo ta model temelji na celem enem kupu teh geografskih spremenljivk, pa teh raznih formul med razmeri za rabo tal in pa temi geografskimi spremenljivkami in pa temi projekcijami v prihodnosti. In potem tako recimo gleda, tukaj imate za neko animacijo, če primerjamo model, ki ne bi kjer razvoj ne bi odstopil od trenutnega, torej business as usual, ali pa scenarij, kjer imamo res neke ambiciozne ukrepe za varovanje okolja, za varovanje podnebja, varovanje vodnih in talnih virov. Zdaj recimo v tem modelu smo mi celo naredili iteracijo z modeli, s hidrološkimi modeli in pa erozijskimi modeli, tako da smo recimo vsake 5 let smo zagnali model, pa ga ustavili in smo recimo rekli, če v teh 5 letih je bila erozija tal na hektar večja od 11 ton na hektar, to je bilo za nas nesprejemljivo, je potem mogel model reči, ta mora biti malo manj intenzivno rabljeno, ali pa posaditi drevesa, pa kakšen tak ukrep narediti. Tako da smo tudi iteracijo med modeli naredili, ker noben odločevalec, oziroma nek razumen odločevalec, ne bo pustil, da se dogaja neka okoljska škoda. Mislim, ta naš model je še kar racionalen, v realnosti žal ni tako. Ampak to smo mi potem uporabljali. V tem business as usual scenariju tega nismo, smo dopustili degradacijo okolja, v nekem scenariju, kjer je pa intervencija nekih ukrepov, smo pa seveda rekli, nedopustno je, da se do tega prihaja in moramo vedno, kakršnokoli degradacijo naredimo, ali pa je to prekomerna onesnaženost z dušikovimi ali pa fosfornimi gnojili, moramo nekaj ukreniti. Torej, to smo mi naredili v tem scenariju. Zdaj, lepota tega našega modela je, da lahko gremo zelo lokalno. Zdaj, čisto lokalno jaz ne bi šel, ker lahko je ta njiva ali pa sosedna, ampak v krajinah pa lahko opazimo velike spremembe med temi različnimi scenariji. Zdaj, rdeča barva pomeni, da se je gozd izsekal in spremenil v obdelovalne površine, recimo za pridelavo soje, ali pa za pridelavo sladkornega trsa ali pa koruzo za pridelavo etanola, ki je pomembno v Braziliji. Rumena barva pomeni pa, da se je spremenil v pašne površine, večinoma je to govedoreja, za lokalni trg, delno pa tudi izvoz. In vidimo, da prihaja do velikih razlik med temi tremi scenariji. Tukaj bi rad dodal, da scenarij ne pomeni nujno neke odrasti, zdaj ta policy scenarijo.
Tam nismo mi rekli, bo 20% nižja pridelava, niti slučajno ne, samo večja vlaganja so bila v tehnologijo. Kmetje ali vlagatelji so bili bolj intenzivirani, da čim bolje izkoristijo obstoječe to, kar imajo, namesto da izsekajo gozd, kar je ceneje v tem brazilskem kontekstu. Tako da ni nujno, da ne gre se tu nujno za nek odrasli scenarij, ampak kažemo, da je možno recimo nahraniti brazilsko in širše prebivalstvo na različne načine. Na tako, kot danes, na tako, kjer se še bolj liberalizira ta okoljska politika oziroma zrahla, in pa na tako, kjer se zaostri. Mi smo pa testirali seveda podobne scenarije tudi Sredozemlje. Ta primer kažem zato, ker je to eden izmed teh podnebnih in hotspotov in hotspotov biotske raznovrstnosti, torej vročih točk. In tukaj kažem, da smo v ta naš model, poleg vseh teh spremenljivk, katere sem vam pokazal, se pravi demografske projekcije, ekonomske projekcije in pa te kakovost tal in tako naprej, smo tudi dali nek, bi rekel, trigger, dali smo ekstremne podnebne spremembe, kot so na določenih območjih bile tudi kar ekstremne. Tukaj zdaj kažem, kakšna je recimo sprememba padavin za Sredozemlje po scenariju 4-5, to je nek zmeren scenarij, to ni nek ekstremen scenarij. In pa kakšne so spremembe evapotranspiracije, torej rastlinske potrebe po vodi. In vidimo, da določena območja, sploh Severna Afrika, tudi jug Španije in tudi jug Francije, bodo imela precej večji potrebo po vodi, 30% višjo potrebo po vodi. Se pravi, če danes kmetje že namakajo, bo treba še bolj namakati v prihodnosti. Mi smo pa v ta naš model dali še eno omejitev, da ne morejo pa porabiti več vodnih virov, kot jih je. Kot jih je trenutno, ker mnoga območja, sploh v Severni Afriki, so že danes vodne viri izkoriščeni preko mere. Če je recimo 100 kubičnih metrov vode v nekem okolju, jih že danes porabijo 100, a pa celo več. Egipt recimo reciklira vodo in jih porabi 140, ker jo ponovno uporabi. Tako da mi smo to vse dali v ta naš model in rekli, ne moreš iti pa preko tega, pa celo dali smo, da bo vodnih virov manj, ker podnebne projekcije nam to kažejo, in potem pa kar naenkrat rata še bolj zanimivo, ker mora pa model rešiti še eno dodatno enačbo, poleg tega teh naših zahtev po hrani in tako naprej. In tukaj smo testirali dva scenarija. En je bil spet bolj tak kot trenuten model, da bomo vse probali reševati z dodatnim iskanjem novih vodnih virov ali pa izčrpavanjem vodnih virov, novo tehnologijo, kakršnokoli že bo. Scenarij B je bil pa nek bolj trajnosten, kjer smo pa recimo dali dodatne spremenljivke, kot so zmanjšanje zavržene hrane, zmanjšanje zavržene vode, tudi rahla sprememba v samih poljščinah. Recimo Severna Afrika porabi zelo veliko sladkorja in smo mi rekli, da bo malo, ker sladkor je dokaj žejen, recimo, in smo rekli, malo manj sladkorja boste rabili po tem scenariju in potem se ta voda lahko tudi porabi drugje. Po obe scenariji smo dali še eno neko odločitev, da se morajo vodni viri izboljšati v območjih, kjer je netrajnostna raba, morajo ratati trajnostna. Se pravi, moramo ohraniti vsaj 30% nekaj takega vodnih virov za delovanje ekosistemov. To vse lahko damo noter, in vidimo, da prihaja do kar velikih razlik med dvema scenarijama. Če vam zdaj tukaj pokažem, kaj to pomeni. Prvi scenarij je predlagal precej več novega namakanja na bolj severnih delih Sredozemlja, kjer trenutno morda še ni treba, se pravi sever Španije. Tudi precej več intenzivnosti na določenih delih, medtem ko ta trajnostni scenarij priporoča več intenzivnosti, še več intenzifikacije v Turčiji, recimo. Nek trajnostni scenarij ne pomeni nujno, da ni gnojil mehanizacije. Mi smo so rekli, ne, tukaj je trenutno dokaj nizka intenzivnost, pa jo idemo izboljšati, ker potem prihranimo veliko vode, prihranimo veliko rabe tal in tako naprej. Tudi smo opazili specializacijo, to pomeni monokulture, pa zelo veliko opuščanja. V Severni Afriki po prvem scenariju veliko opuščanja, v drugem scenariju trajnostnem, pa mi v teh ekstenzivnih klinjah Severne Afrike smo jih dodatno opremili z namakanjem ali pa z boljšo tehnologijo in vidimo, da se ne rabijo opuščati, ampak lahko prispevajo k pridelavi hrane. Medtem ko v prvem scenariju so ekonomsko nezanimiva, recimo. Tako da lahko zelo tako pokažemo. Že prej sem omenil, da je ta naš model razumen. Je razumen tudi stališča, da reče, narodi sodelujte med sabo. In če bo manj vode, recimo v Maroku, bo pa Alžirija ima tukaj pristopa na pomoč. Zdaj v realnosti vemo, da temu ni tako. Narodi ne sodelujemo, morda v Evropi še, pa že v Evropi poslušamo, Slovenija mora imeti samoskrbo, čeprav že tako vozimo veliko drugod. No, ta naš model to upošteva, da ta regija je kot enota, čeprav mi smo jo razdelili na 4 podregije, in da če nekje zmanjka zaradi podnebnih sprememb, recimo da je preveč sušno na jugu Maroka, bomo pa na severu Alžirije pridelali več. To naš model uporablja in kar se tega tiče, je zelo razumen, je pa tudi zelo idealističen. Zdaj, mi smo podobne modele uporabljali še recimo varovanje narave na globalni ravni. Kaj smo tukaj testirali? Zdaj,
Narodi so se zavezali, da bodo 30% kopenskega površja zavarovali. In smo mi testirali, kaj to pomeni za prehransko varnost. Ker če ti kar naenkrat rečeš, potem Masajem tukaj ne smete imeti več goveda, to bo zavarovano zaradi levov in antilop in zebr, potem ti ljudje imajo slabšo prehransko varnost. Torej, mi smo to testirali. Potem smo testirali, kaj če je lokalna prehranska varnost najbolj pomembna v food sovereignty scenariju. Potem smo testirali scenarij, kjer je samo biotska raznovrstnost pomembna, in pa scenarij, kjer je tako lokalna prehranska varnost, kot tudi biotska raznovrstnost pomembna. In smo probali pokazati, da se to da doseči, ampak z zelo velikimi napori in spet nekim orkestriranim obnašanjem globalne skupnosti, kar je pa spet malo tako idealistično. Torej, to smo potem lahko pokazali, kjer je procese lahko pričakujemo, in spet tudi nek pravičen scenarij. Vidimo, da v Indiji bo pomenil zelo velike intenzifikacije. To pravi, več gnojil, več mehanizacije. To niso neki romantični modeli, da bojo pa vse neke agroekološke prakse, ampak dejansko ugotovijo območja, kjer je bolj smiselno imeti intenzivno kmetijstvo in kjer je bolj smiselno imeti manj intenzivno kmetijstvo in nekje, kjer je bolj smiselno imeti nekje vmes, morda ekološko kmetijstvo. Tudi na Kitajskem smo delali podobno študijo, dosti kontroverzno, tako smo se malo zamerali. Smo tudi gledali njihove cilje. Kitajska ima zelo ambiciozne cilje do 2035 za obnovo ekosistemov, sajenje novih gozdov. In smo tudi tukaj testirali, kakšna bi izgledala prihodnost brez teh ambicioznih ciljev, kakšna bi izgledala z ambicioznimi cilji. In smo tudi videli, da ambiciozni cilji so možni, ampak bo pomenili na milijone pikslov, na 100 000 hektarjev, ki se morajo spremeniti. Vidite, da so to ogromna območja za več Slovenij, ki bojo mogla biti pogozdena, ali pa kjer bomo mogli spremeniti recimo obdelovalne površine v pašne površine in obratno. In to je nekaj, kar naši modeli trčijo z lokalno realnostjo, da ti kmetu potem kar naenkrat rečeš, lej, ti pa tega ne boš več delal, ker nek vsevedni model reče drugače, vidite, da lahko prihaja vsem do konfliktov. In tako da vidite, da v obeh scenarijih, tudi v tem scenariju bolj trajnostnem, prihaja do intenzifikacije določenih območij in pa do izgube oziroma manjše intenzivnosti rabe večjega dela območja. Tako da vedno so območja, ki malo pridobijo in izgubijo. Testirali smo tudi ta EU Green New Deal, kaj bi to pomenilo, da posadimo bilijon dreves v Evropi, pa več ekoloških kmetij, pa preprečimo zaraščanje in tako naprej. In tudi tak scenarij smo lahko testirali. Zelo konkretne politike se da testirati s temi scenariji, s temi modeli. Sploh potem, ko ga enkrat imaš, to zelo dolgo traja, da ga vzpostaviš, in mi potem zelo radi testiramo še nove stvari. Tako da v Sredozemlju smo testirali celega vraga, 12 različnih scenarijev, in tudi v Evropi zdaj zelo veliko se še moji sodelavci v Amsterdamu s tem igrajo in testirajo, kaj se da narediti. Tudi smo naredili eno manjšo tako vajo s posledicami trgovinskih sporazumov, recimo liberalizacija trgovine med Kolumbijo in Evropsko unijo. Pa so nam ekonomisti izračunali, koliko dodatnih hektarjev zemlje to pomeni, smo mi probali pokazati, kaj bi to pomenilo za biotsko raznovrstnost, torej krčenje gozdov. Ker Evropa to zdaj že gleda. Evropa zdaj, ko presoja posledice trgovinskih sporazumov, včasih je gledala samo konkurenčnost, pa delovske pravice, pa kakovost proizvodov, zdaj pa tudi že gleda biotsko raznovrstnost. Ker je zelo težko, ker je ne moremo videti iz vesolja, recimo. Smo pa recimo tudi testirali cilj v Turčiji. Turčija si je zadala, da bo imela neto ničelno degradacijo tal, se pravi, če bojo nekje degradirali tla, bojo nekje drugje to vzpostavili, da bojo neto ničelni. In smo tudi to scenarij testirali in smo videli, da seveda možno je, ampak pomeni ogromno novih gozdov ali pa sonaravno upravljanje gozdov, izboljšanje kmetijske učinkovitosti, izboljšanje namakanja in tako naprej. Mislim, te naši modeli kažejo, da seveda možno je, ampak nikoli ni samo en ukrep, ponavadi je cel portfelj na ducate različnih ukrepov, pa ja, pomeni tudi seveda kakšno odrekanje. Zdaj, da zaključim, kar se kratiranja tiče, imamo čedalje več teh prostorskih podatkov, ki so tudi čedalje bolj natančni, imamo čedalje še boljše modele in računsko moč, imamo umetno inteligenco tudi, ampak vloga strokovnjakov ostaja nenadomestljiva, da jo usmerjamo te stroje v pravo smer. Zdaj, to, kar sem delal s Brazilci, tisti primer, ki sem kazal, oni so slepo zaupali računalniku, in kar ti računalniku daš, bo tudi včasih najdu neka razmerja, ki v realnosti nimajo smisla. Zdaj, kar pa opažamo na splošno z mojimi kolegi, je, da zanemarjate terensko delo, tudi financerji zelo radi financirajo vse, kar se tiče umetne inteligence, globalnih modelov. In popisi dejanskih stanj, javno dosegljivost statističnih podatkov na račun satelitskih meritev. Vlagamo ogromno satelite, zanemarjamo popise, dejansko terensko delo, in za boljše poznavanje trenutnega stanja potrebujemo oboje. Brez enega, brez drugega ne gre. To mi opažamo.
Zdaj, tudi sami ta sinteza stan, to drugo poglavje, ki sem pokazal, zelo radi izvajamo metaanalize, pa radi izvajamo razvijamo prostorske in okoljske modele. Presenetljivo malo je pa interakcije med posameznimi študijami in modeli na velikih ravneh, ker ljudje, ki izvajajo te modele, ponavadi niso dobri v metaanalizah in obratno, recimo. Tako da ugotavljanje tega prostorskega konteksta posameznih študij je nujno, da se ugotovi, katere rešitve sploh sodijo v kakšen prostor, kakšen dejanski potencial, ali pa kaj je treba izboljšati, preden kakšne rešitve, ko pridejo. Ali to pomeni izboljšati, recimo, starostno strukturo kmetov, ali pa izboljšati plače, ali pa izboljšati kakovost tal in tako naprej. Samega simuliranja, tukaj pa spet, zdaj simulacija modeliranja sama po sebi ni veliko vredno, bi jaz rekel, da bi mi samo skozi klikali model pa dali nek ekstrapolacijo trenutnih trendov. To ni pogosto kaj preveč koristno, ker recimo v Sredozemlju smo mi opazili, mi smo imeli podatke izpred časa Sirijske vojne, ki je bila velika proizvajalka citrusov in oljk. Naš model je predvidel, da se bo tam še naprej proizvajalo veliko oljk in se ni, zaradi vojne imamo mi tam ogromno luknjo, kar se tega tiče. Tudi recimo, kar se zdaj tiče ruske agresije na Ukrajino, imamo težave z gnojili in tako naprej. Te modeli nimajo. Zato so, kako dober scenarij razviješ kot nek strokovnjak, moraš biti tudi kar malo kreativen, to je to, kar je najbolj pomembno, bi jaz rekel. So pa te simulacije zelo koristne pri ocenjevanju ukrepov, katere imamo na voljo kot odziv na globalne izzive, ali so to podnebne spremembe, ali so to družbeno-ekonomske spremembe, ali geopolitične celo. Mi pa rekel, da premajhna vključenost ekspertov vodi v odvisnost zgodovinskih trendov in podatkov. Zdaj, enkrat sem videl eno zelo zanimivo strip, da je umetna inteligenca proti nam začela vojno, ampak smo takoj zmagali, ker so oni samo pogledali zgodovinsko, večina bitk bilo s sulicami in ščiti pa meči in smo mi zmagali. Ker statistično te modeli še kar temeljijo na statistiki pogosto. In zdaj bom pokazal, kaj to pomeni nezmožnost modelov, da ustrezno prikažejo posledice novih potreb v prostoru, ker moji sodelavci na Nizozemskem se s tem ukvarjajo že 30 let in 30 let nazaj modeli ne bi predlagali takih krajin. Ne bi predlagali krajine, ki je polna nekih visokotehnoloških rastlinjakov, to je jug Španije, jug Italije je podoben, jug Nizozemske je podoben. Modeli ne bi neke agri-fotovoltaike dali, ne bi predvidevali, da lahko proizvajaš električno energijo in hkrati imaš neke pašništvo, pa sadjarstvo, in pa tudi ne bi upoštevali nekih novih rab, kot so sajenje recimo eukalipta za blaženje podnebnih sprememb v Braziliji. To so neke nove rabe, kjer rabiš ti nek input odločevalcev ali pa res dobrega modelarja, ki je tudi malo kreativen, ker model sam po sebi ne bi tega nikoli predlagal, ampak bi rekel isto kot leta 91, samo v prihodnost. Tako da, hvala za pozornost, se že veselim diskusije in vprašanj, kadarkoli mi lahko tudi kdorkoli piše na ta e-mail, pa lahko še kakšno rečemo. Lepa hvala. Odlično in zanimivo predavanje. Prosim vsem, ki želijo vprašati, ali enostavno dvignete roko oziroma se oglasite, ali napišete vprašanje v chat. Vidim, da že imamo vprašanje v chatu, pa mogoče kar tukaj začnemo. Gospa Hudoklin sprašuje, povedali ste, da ste veliko modelov testirali ter omenili terensko delo. Pri tem me je zanimalo, kako ta testiranja in terenska dela izgledajo v praksi. Ja. Zdaj seveda ne moreš vsega testirati, tudi če imaš tak model, ne moreš čisto vsako pet proizvedeti, ampak mi zelo pogosto najprej naredimo nek ta osnovni model in ga pokažemo. In potem, ko vidimo, ali je neumnost, kar zelo pogosto modele reče, da je neumnost. Oni rečejo, ne, tega se ne bo nikoli posekali, tukaj se ne bo nikoli intenzivirali, tako da moramo potem malo prilagoditi model. Ali pogledamo prejšnje satelitske podatke, kaj se je dogajalo na tem območju, čeprav, kot sem omenil, ni nujno, da se bo to tudi v prihodnosti. Kontaktiramo ostale eksperte in tako naprej. Zdaj, sama največja spremenljivka v teh naših scenarijih niti niso toliko te geografski podatki, ampak je sam scenarij. Ker če scenarij reče, bo 20% višja pridelava, recimo soje v Braziliji, pa bo 10% višja pridelava, to je to, kar ima največji vpliv. Tako da mi zelo dobro delo naredimo v samem tehničnem delu, ampak to delo z deležniki, te politikami, to je daleč najpomembneje. Zdaj tukaj smo pa to v Evropi kartirali, smo pa tudi kmetom dejanskim poslali, ki imajo kmetije in so rekli, vi ste rekli, da je 1,4 obtežba velike živine na hektar, jaz imam pa 1,2 ali pa 1, ampak kar je kar precejšnja razlika. Ampak potem mi smo pa odvisni od recimo evropskih prostorskih podatkov in pa smo ugotovili, da ima ta kmet 2 hektarja zemlje, prostorski podatki pa rečejo, da je tam samo 1,5 hektarja travin in zato smo imeli višjo gostoto in tako naprej. Tako da ne moremo vsega popraviti, ampak zelo pogosto modele usmerjamo v pravo pot ali pa lahko povemo, kje je naš model napačen. To lahko povemo. Rečemo, taki so rezultati, ampak
izkušnje na terenu so pokazale, da se to pa na teh območjih ne dogaja. Tako da zelo dobro je biti transparenten in pa iskren, ker to so le samo neka orodja, ni neka kristalna kugla. Tako. Tudi naslednje vprašanje je iz četa. Hvala za vašo predstavitev. Na svetovnem nivoju so mokrišča precejšen vir izpustov metana. To je tudi link za poročilo. Na začetku predstavitve ste omenili, da je eden izmed namenov obnoviti 350 milijonov hektarjev mokrišč. Prvič, kako bo to povečanje območij mokrišč vplivalo na izpuste metana na svetovnem nivoju? In drugo vprašanje, kam bodo ti izpusti prišteti, med antropogene ali med naravne vire? Ja, zdaj, jaz čisto tega ne morem odgovoriti. Tudi malo sem skeptičen glede teh ciljev. Sam pokazal sem, kje cilji so, ker pogosto se ti cilji delajo tunelsko. Ko je konferenca ali pa Conference of Parties v mokrišču, ta cilj da, ko je Conference of Parties v degradaciji, se ta cilj da in tako naprej. In pogosto so ti cilji v navzkrižju. To so tudi moji kolegi že pokazali, da če ti želiš toliko dreves pogozditi s temi hitro rastočimi drevesi, ne moreš mokrišč ponovno vzpostaviti, ne moreš travin recimo zavarovati in tako naprej. To so pogosto ti modeli pokazali. Ravno moja sodelavka Sara Wolf je to pokazala, bivša sodelavka, da se cilji pogosto nasprotujejo. Tako da to je prva zadeva. Na to, kam bi se to šteli, jaz to ne vem, jaz se s temi računovodskimi, kam štejemo te izpuste, ne ukvarjam. Sem pa sam precej skeptičen glede uspešnosti obnove teh mokrišč, recimo, da vzpostaviš nek nov habitat. Zato jaz v teh modelih večinoma poskušamo pokazati, kako je bolj nujno, kar imamo najprej zavarovati. Ker meni se zdi tudi osebno neka neumnost, da sem pokazal recimo samo trenutek, to desno sliko iz Brazilije, da mi rečemo, bomo sadili ta evkalipt, ki potem povzroča požarno nevarnost, ki je v bistvu ena rastlinska vrsta, to je v bistvu puščava skoraj, namesto da bi zavarovali ta gozd na desni. Tako da mi to s temi modeli skušamo pokazati, kako težko je, ker vsakič, kakšen tak cilj, ki ste ga vi zdaj tudi tukaj poudarili s temi mokrišči, ki ga damo model ga bo seveda naredil, njemu to ni težko, vidimo, da bo to pomenilo na ogromni površini in da bo prišlo pohranjenih navzkrižij, kot ste vi tu že zdaj omenili, navzkrižja s tem povečanimi izpusti metana, sploh zaradi podnebnih sprememb tudi. Tako da mi skušamo vedno poudariti, kar imamo trenutno, moramo res narediti vse, kar imamo, da to zavarujemo, preden se pogovarjamo o obnovi. Seveda obnova je pomembna, ampak je pa neumnost, da pa 5 km stran nekaj uničiš, tukaj pa obnoviš. Denar pa kroži, to je pa super. Hvala. Kakšen tip modelov točno uporabljate za optimizacijo? Ja. Ta optimizacijski model je, reče se mu Clumondo ali pa Clu, v Amsterdamu razvit, ki je nek geografsko, prostorsko, ekspliciten, spatial explicit, statistični optimizacijski model. Statistični je zato, ker mi gledamo statistična razmerja med trenutno rabo tal in temi dejavniki, lahko pa damo noter tudi, kot sem omenil, strojno učenje ali pa kakršnokoli drugo umetno inteligenco, kar želite. In v bistvu, kar on dela, on primerja potenciale različnih rab tal in ne izbere samo najboljšega potenciala, če na nekem pikslu, se pravi na nekem hektarju, najvišji potencial za njivo, za pašništvo je slabši, recimo, ampak tudi gleda, kakšne so naše prioritete. Mi v modelu moramo povedati, kaj je prioriteta. Je prioriteta pašništvo, ali so obdelovalne površine, ali česa rabimo več. In potem on kljub temu mogoče reče, kljub temu, da je najbolj primerno za obdelovalne površine, bomo dali pašništvo, ker tega rabimo več. Tako da je optimizacijski, ampak ni optimizacijski v smislu, da gleda samo, marsikateri model gleda samo, kar je najboljše in gleda hierarhijo. Pri nas je pa ta hierarhija malo bolj še ekspertno usmerjena, tako da lahko mi dejansko to testiramo različne scenarije. Tako da optimizira glede na simulira nekako odločevalski proces, bi jaz rekel. Je pa precej, če smem tukaj ga malo kritizirati, ampak ostali modeli so podobni, neoliberalen, se vidi, da bo razvit na Nizozemskem, oziroma ta orodja nasploh so zelo pogosto na Nizozemskem razvita, ker zelo rad širi. Ker ko mu mi rečemo, da nam razširi gozdove, a pa da nehaj krčiti gozdove, kar malo zamrzne. Ta model zelo rad odvzema naravi in širi novo rabo tal človeško, precej težje mu je pa naravo širiti ali pa mu reči, ničesar ne spremeni. To mu je zelo težko narediti. Zato smo ga ravno izboljšali, potem, da smo dodali intenzifikacijo, da smo dodali rabo vode zraven in potem je to malo izboljšali, ker smo rekli, ne smeš širiti, ne smeš krčiti gozdov, ampak lahko pa izboljšaš hektarski donos soje z 2 tone hektar na 3 tone na hektar in potem dosežeš ta svoj cilj. In lahko potem tudi to prostorsko pokažemo, kje smo mogli to intenzifikacijo narediti. Tako da poskušamo nekako simulirati ta odločevalski proces.
Še eno vprašanje imam v čatu in potem tudi eno direktno. Gospod Demšar sprašuje, kdo te modele uporablja, ali ti uporabniki potem ustrezne ukrepe res naredijo, ali je to vse bolj teoretično, se pravi, je tisti, ki ve, kaj bi bilo treba, in tisti, ki bi lahko kar naredil za to. Zdaj, ne bi bilo fair, da bi rekel, da večinoma uporablja znanstvena skupnost, ampak zelo pogosto to uporabljajo znanstveniki. Mi smo zelo pogosto sodelovali z ostalimi znanstveniki z področja podnebnih znanosti, ker so oni gledali, če bomo imeli toliko gozdov v prihodnosti, pa toliko obdelovalnih površin, morajo oni tudi dodati v svoj podnebni sistem, ker oni nekje leta 2050-2100 ne morejo upoštevati trenutne rabe tala. Tudi isto z biotsko raznovrstnostjo. Biotska raznovrstnost, kot sem omenil, največji razlog za izgubo je sprememba rabe tal, in tudi tam jih je zanimalo, kako bi to izgledalo. Tako da pol to mi njim damo. Smo pa tudi sodelovali z dejanskimi odločevalci, kot smo omenili z Evropsko komisijo, z direktoratom za trgovino, smo gledali ta vpliv trgovinskih sporazumov, potem pri Medameriški razvojni banki, oni so dali posojilo tem državam v Amazoniji za izboljšanje kmetijstva, izboljšanje dodane vrednosti v kmetijstvo, karkoli, ampak so rekli, ampak naše posojilo ne sme iti v nadaljnje izsekavanje, krčenje gozdov. Tako da so potem ti scenariji, ki smo jih testirali, so bili dejansko kot nek checklist za odločevalce v teh državah, kaj morajo narediti. Se pravi, ne smete imeti kmetijskih praks, ki bojo nad 11 ton na hektar izgube, ne sme se sekavati na naklonu, ne sme se voda onesnaževati, ne sme biti takih izpustov, tudi izpuste v tem sektorju smo lahko nekako ničle naredili. Tako da oni potem so dali, kako morajo te države, če hočejo to posojilo sprejeti, kaj morajo narediti. Kar sem pozabil omeniti, ta naš model smo potem mi vrnili nazaj ekonomistom in so oni izračunali, glede na erozijo tal, glede na onesnaženje vode, glede na izpuste, kaj to pomeni. So izračunali, da nek liberalen scenarij bo povišal BDP, ampak bo pa zmanjšal premoženje, ker bo imel kmetje več škod, ker bo imel gospodinjstvo več škod zaradi erozije in tako naprej, pa kakovosti vode. Če smo upoštevali premoženje gospodinjstva, posameznikov in pa stroške države, pa kar naenkrat ta policy scenario bil tudi ekonomsko bolj upravičen, če se ni gledali izključno samo BDP-ja. Tako da to oni pokažejo. S tem, da to je na zelo dolgi časovni skali. Kot sem zdaj samo kazal primer do 2050 in takrat upam, da bo nekdo pogledal te naše modele in rekel, ali ste ga zdaj face to kamen, ali pa ste imeli prav. Gledamo tudi, recimo, kako jih validiramo. Zaženemo leta 2000, zaženemo do danes in vidimo, ali model dobro ujame prostorski vzorec, kar smo dejansko opazili. So pa določeni, se pa uporabljajo te modeli tudi, to pa bolj delajo svetovalci, torej konzultanti. V Evropi bo zelo veliko primerov, pa tudi v ZDA, pa na Japonskem, kjer so velika mesta, recimo Milano, Dublin, mislim na Dallas, so testirala, kje bi bilo najbolj smiselno novo obvoznico narediti. So razagnala ta model s cel kup teh spremljivkam, kaj se bo dogajalo recimo v Milanu v prihodnosti, kje bo ljudje se naseljevali. In potem so rekli, da tam bi bolj smiselno recimo obvoznico narediti. Isto je bilo v Dublinu pri načrtovanju javnega prometa. Tako da lahko je to zelo nekaj bolj urgentnega, kot pa tukaj pri nas, neka dolga časovna skala. Za naslednjih 5 let, jaz sem doktorat delal na območju Trbiža, ker sem tudi tak model razvil, in vsak župan tam mi je rekel, recimo župan občine na Borjet, Ovčja vas, ki je Slovenc, mi je lepo rekel, za naslednje 5 let jaz ne rabim, jaz točno vem, kaj se bo dogajalo, približno, pa tudi sem pokazal model in rekel, ta kmet ne bo nikoli prodal, ta ne bo tega naredil. To so stvari, ki jih mi v modelu nimamo. Tako da na neki taki ozki ravni nima toliko smisla, je veliko bolj sprintati zemljevid, pa se vse zdol z deležniki. Na neki globalni ravni pa pridemo do težav, ker naši možgani niso zmožni procesiranja in vse te zamenjave. Upam, da sem odgovoril, čujem dolg odgovor. Gospod Matjaž je dvignil roko, prosim, gospod. Ja, lepo pozdravljeni, hvala za lep pregled vseh stvari, ki ste jih počeli, pa tudi ta globalen pogled, kamor se Slovenija umešča zelo majčkeno pikco, pa me mogoče samo zanima vaše mnenje, glede na to, da je kar nekaj izkušenj ste nabrali, glede zelenega pranja, ki bi mu lahko rekli, naprimer, v Evropski uniji se izredno zavzemamo, se pravi, za varstvo narave, za obnovo narave, vseh teh različnih strategij in direktiv in zakonov, ki se sprejemajo. Medtem ko na drugi strani vidimo, da se večina držav, predvsem teh večjih, teh novih gospodarskih sil, rahlo požvižga na take ukrepe, se pravi, intenzivira proizvodnje, predvsem v klimatskih območjih, kjer so še bolj ugodni pogodi kot pri nas. Me predvsem zanima to mnenje, kako vi perceptirate ali pa razumete to zahtevo po tako velikem, ohranjanju narave,
napram, da potem, ko mi toliko ohranjamo naravo, na drugi strani se dogaja krčenje, ker vendarle naše kmetijstvo nekako obseg poskuša ohranjati v pridelavi, medtem ko potem zaradi tega mora uvažati toliko več različnih inputov v svoje kmetijstvo. Na drugi strani pa seveda ti inputi povzročajo na drugem koncu sveta neke drugačne okoljske probleme. Kakšen je ta pogled na to? To je zelo dobro vprašanje, pa zelo dobro komentar. Zdaj, zelo pogosto, tudi Evropa ima svoj del krivde pri tem, kar se dogaja na drugem koncu sveta. Mi recimo uvažamo virtualno vodo iz Kenije, pa Mehike, ko uvažamo avokade, pa uvažamo virtualno vodo iz Brazilije, ker tam uvažamo sojo in tako naprej. So pa potem ravno ta kitajski primer, ki sem ga kazal, bi mogoče tak, ki ste vi zdaj naslovili, ker smo mi pokazali, da je možno vse to Kitajska doseči, to zeleno, in Kitajska je povečala obseg gozdov še bolj kot v Evropi in tako naprej v zelo kratkem času. Ampak na račun tega, da pa oni zdaj res rovarijo po celem svetu, ker oni pa nimajo, ko Kitajska sklene prostozgodovinski sporazum, ona ne bo hotela presojo vpliv na biotsko raznovrstnost, kot Evropa zdaj želila. In to smo mi pa pokazali, da bo možno mogla Kitajska povečati uvoz soje še za dvakrat, recimo, da sem si malo zmislil. In zato ta študija ni ravno naletela na plodna tla ali na ušesa. Ker smo pokazali, da to vse je možno, in če bi vsaka država zdaj rekla, mi bomo pa izboljšali svoje ekosisteme, kje bomo vse to dobila. Zato smo pri teh globalnih študijah hoteli ravno to pokazati. Če upoštevamo ta razvoj v ostalih državah, pa sprejemamo neke cilje, vidimo, da ne bo prišlo do velikih konfliktov. To je bila ta globalna študija, ki pa imam zdaj. Glih to me mogoče zanima pri tej stvari. Kaj vi mislite, da je glavni poganjalec teh neugodnih sprememb porabi tal? Je to bolj sama ekonomija in te nenehne rasti, ki se želi, ali število prebivalcev, ki se povečuje tudi kar... Manj kot število prebivalcev je vsaj, kar gledam iz te ekonomske modele, dobimo recimo sprejemljivko število prebivalcev, pa njihov, kako bi rekel, standard. In recimo Nigerijec danes poje 4-krat manj mesa pa mleka kot Evropejec, in če oni dosežejo isti standard, pomeni toliko več rabe tal. In bojo tudi oni mogli se že uvažati, že danes uvažajo recimo z Evrope tudi piščanca in tako naprej. Ali pa recimo isto je za gume, če bojo vsi imeli toliko vozil na prebivalca, na 1000 prebivalcev, kot imamo v Evropi, to pomeni toliko večje površine za proizvodnjo kavčuka, pa če električen avto ali pa ne. Ker kavčuk se tudi samo v določenih državah se ga goji, večino je to jugovzhodna Azija, se gozd poseka, se posadi kavčukovec in je spet to. Tako da to se vse v te modele da, in ravno ta bioplastika, tudi ki so moji kolegi testirali, so rekli, pejmo vsi na bioplastiko in bomo rabili 40% trenutne zemlje, pri čemer moramo nahraniti prebivalstvo. Tako da večinoma, tako se malo ne strinjam s tem vašim, da smo Evropejci toliko dobri, ker smo pokazali te študije, če samo te projekcije dajo evropski ali pa ameriški življenjski standard, ali pa avstralski, se vseeno, v druge konce sveta vidimo, da eksplodira ta potreba po kakršnih koli izdelkih, ni to nujno samo kmetijskih, ampak tudi, kot sem omenil, bioplastika, kavčuk in tako naprej. Pa je pa še rast prebivalstva. Se pravi, standard se bo povečal, mislim, prebivalstvo se bo povečalo mogoče za 20%, hranimo pa mogoče za 100% več proizvesti. Tako da to je potem malo to. In zato v teh scenarijih lahko to testiramo. Kaj če recimo trenutno se nekje izgubi 30% hrane, kaj če to zmanjšamo na nek minimum, kaj lahko naredimo. Ali pa kaj ta model, malo so sporni ti modeli v smislu, da mi tega nismo testirali, so pa kolegi iz Amerike, ravno to so rekli, pa dajmo mi optimizirati celotno svetovno rabo tal, da bomo tam pridelali, kjer je najbolj smiselno. Se pravi, recimo žita v Ukrajini, stročnice v Braziliji, v Evropi, ječmen, ne vem. In pride do nekega ogromnega selitve teh pridelave, ki je pa zelo idealistično. To pomeni, da vsi sodelujemo, ni vojn. In potem so te študije pokazale, da bi lahko varovali precej več narave in tako naprej, bi bilo bolj za podnebje, ampak spet. Če kdo bral Jaz robot, točno tam je ta scenarij opisan, da neka umetna inteligenca določa, kaj bo država pridelovala in koliko, in potem so to. Pa bomo pa kar naenkrat izgubimo to, kako bi rekel, lokalne verige. Je pa spet, in ravno to tudi mi v teh modelih hočemo pokazati, da vedno so neke negativne posledice. Se pravi, model, ki je, da dosežemo neko najvišjo stopnjo biotske raznovrstnosti ali varujemo, pa morda pomeni, da izgubimo potem lokalne verige, ker potem se fokusiramo na najbolj učinkovito rabo na vseh različnih koncih sveta, kar pa morda tudi nočemo, ker kar tam naš model nima, naš model ima piksle, nima pa ljudi. In to pomeni, da kmetje izgubijo službe ali pa morajo popolnoma spremeniti svojo dejavnost, kar je pa nerealno za pričakovati.
Tako da, kar se tega tiče, so zelo taki eksplorativni, zelo what if. Je zelo tako težko testirati, polno te zelene zlorabe, kot ste rekli, se pa strinjam z vami. Ja. Ja, hvala lepa. Tu je še vprašanj. Zanima me, kako ste določili število živali, ki se pasejo. Verjetno ne samo s podatki iz ukrepa dobrobit živali, glede na to, da se le manjši del kmetov vključuje v ta ukrep. Ja. Odvisno od države. Ali bo to ukrep dobrobiti živali, ali bo to intervju z lokalnimi partnerji, to so bili uradniki iz Ministrstva za kmetijstvo in tako naprej. Podatki FAO, recimo, se pravi Organizacije za prehranjevanje Združenih narodov ali pa Evropske unije. Določene države smo ugotovili v recimo določenih veterinarskih dokumentih. V Italiji smo v veterinarskem dokumentu našli, koliko krav ima dostop do zunanjosti. Tako da mislimo, da je podcenjena ta naša ocena. Mi smo mogli uporabiti neko oceno. Tako da v določenih državah je bil to ukrep dobrobiti živali, v določenih je bil, kar so poslali Združenim narodom, ampak smo pa lahko videli, da je prišlo do neskladij, recimo. Ponavadi so države, kjer imajo zelo veliko, recimo Nizozemska, Irska, živali zunaj, smo tudi to opazili na samem zemljevidu. So pa države, kjer imajo zelo malo po statistiki malo živali zunaj, pa je bilo zelo veliko površin na voljo, glede na ta naš model. Pa so bile države, kjer so imeli statistike, da jih je veliko zunaj, ali pa je bila to neka ekspertna ocena, pa je naš model pokazal, da je precej manjša verjetnost. Tako da to ni popolno, ampak lepota tega našega modela je, da ga jaz lahko zdaj na novo zaženem in spremenim to številko. V bistvu moram samo ta pravi odstotek izbrati. Tako da ja, to je nek model in lahko mi pošljete vaš komentar za Slovenijo, za kjerokoli območje, pa lahko preverim, koliko smo mi dali, na katero območje smo tam dali. Zdaj, kako točno smo mi to za to Evropo naredili? Dali smo jim posamezne rabe tal, mogli smo uporabiti Green Land Cover, ker je to pač bil projekt voden s strani Evropske okoljske agencije. Nismo mogli uporabiti drugega podatka. Želeli smo razne gerke uporabiti za različne države, ampak niso prosto dostopni ali pa nimajo travin noter in tako naprej. Tako da smo mogli za vsako rabo tal, so nam eksperti mogli povedati, mi smo jim pokazali te naše modele, gledali smo, kaj pravi Lukas, kaj pravijo terenski popisi, kaj pravijo različni dokumenti, zelo veliko je neke sive literature, tako da je bilo zelo veliko neke iteracije. Tako da to je ocena. Tako da ta naš model je zelo tak, eksakten, pa smo pa mogli dati neko številko, ki je bila 50%, kaj sem. Zato, ker smo do tega skupaj prišli po 2 letih dela z eksperti ali pa raznih teh dokumentov. Tako da smo lahko, zelo redke države so imeli to zelo točno opredeljeno. Nemčija ima točno opredeljeno, Nizozemska, določene države so pa podvajale. Recimo Irska je imela statistiko, da se 40% površin pase, pa ko so se pa z Irci izgovarjali, so pa rekli, vse se, ampak 40% se izključno pase, ostalo se pa pase in kosi, recimo. Ampak pol vidiš, da statistika je napačna, ker loči med pašno in košno. Zdaj, eden korak naprej, ki ga bomo zdaj naredili, ko jaz pridem starševskega dopusta, ki smo hoteli lani začeti, je, da bomo te nove podatke o košnji uporabljali. Zdaj imamo na voljo te podatke o košnji, ali Sentinela, se pravi na ravni Evrope, ali pa Slovenija ima celo svoje, so na Fakulteti za gradbeništvo to izvedeli in bomo lahko videli, kje območja imajo več teh košenj, ker košnja se zelo dobro opasi satelita, ker imaš ta rast rastlin in kar naenkrat je naslednji dan ni rast rastlin, kar naenkrat je ni, medtem ko pri pašnji ni tako abruptne, ko bi rekel, abruptnega manjka vegetacije. Tako da ja, bomo še izboljšali ta naš model na ta način, ker je recimo za Madžarsko teh podatkov nismo dobili. Madžari so nam rekli, ne objaviti tega. Pa sem jaz rekel, mi tega ne moramo narediti, mi imamo nalogo za celo Evropo, nekaj moramo objaviti in so rekli, ne, podatki so drugačni, ampak vam jih ne smemo dati. In pa smo uporabili to, kar so oni leta 2000 poslali na FAO, recimo. To lepo kaže. Se mi smo dali v ta naš članek, lahko ga pošljem, kdorkoli to poslal. V appendixu imamo neko, to imamo v novem članku, v appendixu imamo, se pravi, prilogi, imamo nek zemljevid zaupanja, ker smo kazali, ali je to statističen podatek, ali je to eksperten podatek, ali je to neka drug derivat, ali je to kombinacija podatkov, tako da se vidi, za kere države imamo res dobre podatke in za kere imamo tako malo podatkov. Ja. Še mogoče zadnje vprašanje tukaj iz četa. Hvala za odlične poglede. Zanima me, katero spremenljivko je bilo najtežje pripraviti oziroma prilagoditi za uporabo v simulacijskih modelih. Jaz bi rekel, da karkoli, kar ekspert sam določa, pa ima ful velik vpliv. Ker te statistične zadeve so dokaj robustne,
Tudi dostikrat zamenjamo, damo eno indikator kakovosti tal, pa uporabimo drugega od druge inštitucije, pa vidimo, da se ne spremeni toliko. No. Najbolj pomembne so res te družbeno-ekonomske, kaj se bo dogajalo v prihodnosti, ker so ogromna odstopanja in to najbolj določa, kaj se bo dejansko dogajalo. Ker res sem rekel, če mi uporabimo različne geoprostorske te podatke, pride v sami te potencijali v določenem pikslu razlike, ne vem, namesto 0,9 in 0,8, se pravi še kar zelo visoko. Ne. Tako da zelo pomemben je, kakšen dejansko ta scenarij. To ima nekako najbolj pomemben vpliv. In zato je to pomembno, da se dol usedeš z deležniki ali pa z nekimi strokovnjaki, ker jaz sem nek tehnični človek. Ne. Jaz se ne spoznam na to, na vsa območja na svetu, sploh ne, ampak mi morajo ostali povedati, kaj lahko pričakujemo, kaj ima smisel, kaj nima. Ne vem, v Kazahstanu smo tudi naredili raziskavo in tam je popolnoma druga dinamika kot v Evropi. Ko se nekdo z jurto odpelje 20 km preč od ceste in tam pase konje, v Evropi tega nimamo in naš model to zelo težko tudi ujame. Tako da potem tega modela nismo uporabili, smo nekaj drugega. Tako da ja, karkoli, kar je ekspertno določeno in to so vse te, kakšna bo dejansko poraba in kot smo videli, se to lahko zelo spreminja. Zdaj lahko da meni zelo dober primer. Kdaj je bil prvič Trumpov mandat? Zdaj se že ne spomnim, ki je že dolgo nazaj. Ampak on se je takrat skregal z Kitajsko in niso Kitajci več uvazili soje iz ZDA. So jo začeli iz Brazilije in takrat je porasla krčenje gozdov zaradi tega ogromno. Noben model tega ni predvidel. Ne. Smo nekako bolj gradualno predvidevali, ker noben ni predvideval, da bo kar naenkrat namesto teh 1000 kvadratnih kilometrov v ZDA, bo treba 1000 kvadratnih kilometrov v enem letu dobiti v Braziliji. In to se je zgodilo. In moj kolega Richard Fuchs iz Nemčije, on je takrat to model imel pripravljen in so tisti to testirali in so seveda v Nature objavili, ker je bilo zelo taka seksi tema. In to kaže, kako modeli pred tega nismo predvideli. Mi smo predvideli, da bo nek tak, ja, kakšne besede ne uporabljam, nek človek z takimi abruptnimi dejanji prišel na oblast, da bo res prekinil neko desetletje trgovinskih odnosov, nekih živilskih odnosov, da tako hitro nekdo rabo nekaj dobiti. Isto je bilo s COVID-om, isto je zdaj z rusko vojno, isto je zdaj, kar se dogaja v zalivu. To je nekaj, kar te modeli ne morejo. Da bi mi rekli, leta 2026 bo pa cena gnojiv visoka zaradi invazije, zaradi problemov v Iranu, recimo. Ne. Lahko to mi testiramo, ampak bi mogli naprej vedeti. To je nekaj, kar ima največji vpliv. Ne. Tako da lahko pričakujemo, mislim, da v naslednjih 2-3 letih kar velik vpliv na rabo tal zaradi trenutnih dogajanj. Ampak je nekaj, kar mi nismo mogli spredvideti. Ja. Mogoče bi mogli sodelovati več z obramboslovci pa politologi. Tako. Gospod dr. Malek, lepa hvala za to predavanje. Mislim, da vidite tudi interes iz občinstva. Hvala vsem, ki ste se nam pridružili danes in s tem zaključujem današnji dogodek. Hvala še enkrat in lep dan. Najlepša hvala.